Posebno čast nam je, da je danes med nami predsednik Republike Borut Pahor, ki ga vabim k slavnostnemu nagovoru. Gospod predsednik, izvolite. Spoštovani gospod župan, gospa ravnateljica, direktor, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej bi se vam želel zahvaliti vama, spoštovana gospa ravnateljica in gospod župan, da ste me povabila na ta čudovit dogodek. Odprtje šole, prizidka, telovadnice je vselej praznik. Naj bo za lokalno ali za državno skupnost. To je znak, da imamo v kraju življenje, da vlada ambicija, da se pridobijo nova znanja, da mlade izučimo, da jih vzgojimo, da jih navdahnemo s pogumom in da jih pošljemo v svet z njihovimi talenti kot ustvarjalne osebnosti. Rad bi ob tej priložnosti čestital prav vsem, ki so k temu velikemu dosežku pripomogli. Danes je tudi prvi šolski dan. In prvi šolski dan je vedno nekaj posebnega. Ne samo za šole, ne samo za učence in učitelje, njihove starše, ampak je prvi šolski dan na nek način nekaj posebnega prav za nas vse. Danes, se mi zdi letos, je v teh okoliščinah, zaradi soočanja z koronavirusom, še prav nekaj posebnega. To, da danes v Sloveniji odpiramo šole, vse šole za vse otroke, za vse učence in učenke, je praznik. Tako rekoč bi lahko rekli, da je neke vrste državni praznik, ki se ga prav zares vsi veselimo, tako rekoč skupaj z otroci, ki običajno niso vsi navdušeni nad prvim šolskim dnevom. Letos pa se mi zdi, kolikor sem z njimi lahko govoril, da prav zares izjemoma ja. Pridajo med učitelje, imajo vas radi, gospa ravnateljica, pogrešali so vas, pridajo med svoje prijatelje, seveda prvošolčki skupaj starši z velikimi skrbmi, nekateri tudi strahovi, ampak vendarle z veliko radovednostjo, kaj jih čaka. In tukaj jih čakajo prijazni učitelji, učiteljice, mentori, vidimo tukaj tudi sijajni novi prostori. Vse to daje staršem eno veliko zaupanje, da se za vse nas danes začenja nek poseben dan. Rad bi dejal, da je dejstvo, da v Sloveniji nismo sicer edina država, vendar tudi niso vse države deležne tega uspeha. Dejstvo, da se danes odpirajo vrata vsem šolarjem, je ilustracija, je nek dokaz sposobnosti šolskih oblasti, slovenske družbe in države, da se je tako soočila z pandemijo koronavirusa, da je to mogoče. In mislim, da je to mogoče en navdih, en dokaz, kot sem rekel, ilustracija, da smo sposobni velikih podvigov. To je podvig. Ne nazadnje, vsi, ki imajo besedo pri tej odločitvi, sprejemajo nase neko veliko odgovornost. In so, jaz sem bil del nekega razmišljanja o tem, to naredili z najbolj mogočo trezno presojo. In zato, ker smo zato ustvarili vsi skupaj možnosti. In v tem smislu bi rad kot predsednik republike danes tukaj iz Grosuplja ob odprtju prizidka in športne dvorane vsem učiteljem in učiteljicam, profesoricam in profesorjem, mentorjem, šolskim oblastem, lokalnim oblastem, šolskim oblastem poslal izraze občudovanja in moje iskrene čestitke za ta podvig. In upajmo vsi skupaj, da bodo, tako kot so danes vsi učenci in učenke šolsko leto začeli, to šolsko leto tudi v šolskih klopeh skupaj zaključili. Poleg vsega, kar običajno rečemo, spoštovane gospe in gospodje, o prvem šolskem dnevu, moramo danes vse nas pozvati k odgovornosti in solidarnosti. Jaz sem imel prejšnji teden, v četrtek,
pogovor z najbolj eminentnimi strokovnjaki, ki se soočajo skupaj z pristojnimi oblastmi, zdravstvenimi in drugimi, z obstoječo pandemijo. Rekli so mi nekaj, kar bi rad položil na srce tudi vam, tako kot so oni položili na srce meni. Tega virusa ne bomo premagali čez noč. Tudi če bi relativno hitro prišlo do odkritja cepiva, bomo potrebovali več časa, kot si danes za premagovanje te krize predstavljamo in želimo. Z drugimi besedami so hoteli reči, in jaz to prenašam naprej, da se bo s temi okoliščinami, ki smo jih danes priča, potrebno navaditi živeti. Mi si želimo živeti čim bolj normalno. In dejstvo, da se je danes zgodila ta prireditev, čeprav v okrnjeni obliki, na poseben način, je vendarle znak, da želimo živeti normalno, je pa to, kot radi rečemo, neka nova normalnost. Če bomo hoteli to situacijo rešiti v prid zdravja vseh ljudi in seveda tudi v prid čim bolj normalnega življenja, je najprej in predvsem odvisno od vseh nas, da se bomo odgovarjali, da se bomo obnašali tako, da bomo odgovorni do sebe, da bomo skrbeli zase in da bomo odgovorni do drugega in da bomo skrbeli za drugega. In tukaj čaka, se mi zdi, učitelje in učiteljice, prav v tem letu, še ena posebna, zahtevna naloga, da poleg vseh drugih napotkov za življenje mladim ljudem znajo na pedagoški način, tako kot bodo vedeli, da je najbolj prav, najbolj uspešno, položiti na srce, da se tako obnašajo. Šola ni samo pouk za življenje v smislu pridobivanja novega znanja, je tudi vzgajanje za življenje. In tukaj vas, spoštovana gospa ravnateljica, vas, vse učiteljice in učitelje, vse povsod po državi, profesorje in profesorice, mentorje, vabim, da po svojih najboljših močeh prenesete to sporočilo solidarnosti in odgovornosti do vseh naših otrok in njih, in to je bila drug poudarek strokovnjakov prejšnji teden na pogovoru z mano, da jim to prenesete z neko vedrino in optimizmom. Mi smo vendarle ljudje, ki se sicer zdaj prebijamo skozi neke razmere, ki so nam vsiljene z višjo silo, ampak to bo toliko lažje, kolikor bolj bomo znali to preživljati in živeti z neko vedrino in optimizmom. Neko malodušje, neko strašenje, nam pri tem nič ne boste pomagala. Če in kolikor, spoštovana gospa ravnateljica, boste vi tukaj z vašimi sodelavkami in sodelavci in vsi ravnateljice in ravnatelji po vsej naši ljubi domovini znali to in odgovorno in solidarno ravnanje prenesti naše otroke, boste naredili neverjetno veliko, zlasti v tem šolskem letu, za vzgojo ljudi v ene odrasle, odgovorne in hkrati ustvarjalne in svobodne osebnosti. Čaka vas v tem smislu zahtevno delo. Starši bi rad povedal, to vaše delo zelo cenimo, ni delo, je poslanstvo, leto zlasti. Ga cenimo in vam zaupamo in vam želimo pri tem največje uspehe. Na koncu bi rad dejal vsem učenkam in učencem, da bomo vsi skupaj letos na preizkušnji, hkrati pa vabim otroke, da se vendarle ne odrečejo temu, da uživajo v svojem otroštvu. In jaz mislim, da je prav sijajno, če bodo tudi malo poredni, mogoče malce manj pri stvareh, ki zadevajo to disciplino in odgovornost, o kateri smo prej govorili. Sicer pa jim privoščimo, da bi bili veseli, da bi bili vedri, da bi imeli polno optimizma, da bi se v šoli veliko naučili, seveda se bo tam sem in tja zgodila tudi kakšna šolska ljubezen, da bi skratka skozi vzgojo, to je morda še težji del vašega poslanstva, zrasli v ustvarjalne, svobodne osebnosti in bi dajali vsem nam eno veliko upanje, da nas čaka srečnejši in lepši svet. Gospa ravnateljica, kot je že bil dejal gospod župan, lep dan ste si izbrali za svoj rojstni dan. Pozorili so me, ko sem vam hotel zapeti vse najboljše, da to ne bi bilo primerno, ker bi se ljudje razbežali predčasno.
Zato vas vabim sem, če ste tako prijazni, da vam bom uročil tukaj eno tako darilce, ki ga sicer dajem običajno prvim damam, ko obiščejo Slovenijo skupaj z soprogi Republiko Slovenijo. To je en tak srček, vi ste tak srček, vsi učitelji in učiteljice ste taki srčki, otroci vas imajo radi, starši vam zaupajo, letos vas čaka posebna preizkušnja, opravite jo sijajno in z velikim zadoščenjem. Hvala lepa, čestitke.